Ko dobi policija oziroma Center za obveščanje na številko 113 obvestilo o dogodku, pošlje običajno na kraj dogodka, kot vidite, najprej policijsko vozilo, ki naredi ogled in tudi zavaruje območje. No, vozilo postaje policije iz Cerknice je že na kraju dogodka. Policista bosta zavarovala kraj dogodka, naredila ogled dogodka in ugotovila, kakšno je stanje na terenu. Seveda, če so poškodovani, je potrebno takoj sprožiti akcijo in v tem primeru se takoj aktivira tudi ustrezna prehospitalna enota oziroma enota nujne medicinske pomoči. Kot vidite, je na kraj dogodka prišlo vozilo nujne medicinske pomoči iz zdravstvenega doma iz Cerknice. Se pravi, medicinsko osebje zdravstvenega doma skrbi tudi v realni situaciji za reševanje na cestah na tem širšem območju, tudi na avtocesti. Seveda, v takih dogodkih je prioriteta zaščita življenj, zaščita ljudi. In na kraj dogodka je tudi že prišlo vozilo prostovoljnega gasilskega društva Rakek. Vozilo, kot vidite, ima večjo posadko gasilcev. Gasilci so opremljeni z dihalnimi aparati, se pravi, s tem preprečujemo poškodbe dihal gasilcev. V vozilu je tudi cisterna za vodo, tako da v tem vozilu, konkretno prostovoljnega gasilskega društva Rakek, je 2,5 kubika vode, je penilo, tako da gasilci lahko takoj prično z gašenjem požara. Naslednje vozilo, ki je prišlo na kraj dogodka, je vozilo PGD Unec, se pravi iz neposredne bližine. Vozilo ima 4 kubike vode, 4000 litrov vode, tudi kar veliko količino vode, da lahko prično takoj z reševanjem na terenu. Za njimi so prišli tudi gasilci iz Ivanjega Sela z vozilom z močvom, se pravi večje število gasilcev. Prihaja tudi sodobno vozilo PGD Cerknica, ki ima tudi 1500 litrov vode in ogromno opreme za reševanje oziroma za gašenje. Kot vidite, so vsi gasilci opremljeni z sodobno zaščitno opremo. Se pravi, imajo, če začnemo pri glavi, imajo kvalitetne zaščitne čelade, imajo dihalne aparate, imajo negorljive jakne, negorljive hlače in kvalitetne zaščitne škornje. Seveda, poleg tega imajo tudi rokavice, tako da so absolutno zaščiteni, da ne more priti oziroma tudi, če prije do poškodb, so te poškodbe čim manjše. Poteka gašenje, ko ste videli izredno hitro gašenje osebnega vozila in usporedno poteka tudi reševanje ljudi oziroma voznika iz vozila. Morda se vam zdi reševanje relativno počasno, vendar v primeru prometnih nesreč so poškodbe ljudi kar hude. Običajno gre za poškodbe vratu, vratnih vretenc oziroma hrbtenice in v takem primeru moramo s poškodovanci izredno pazljivo delati. No, pridružilo se je vozilo tudi prostovoljnega gasilskega društva Kovino Plastika Lož, ki ima specialno opremo za reševanje ob
razlitih nevarnih snovi, razlitih kemikalij in pa za tehnično reševanje. Vsaka enota opravlja delo. Če pogledamo sivo vozilo, kjer gasilci vršijo trenutno zaščito poškodovanca, namestili mu bodo vratno opornico, namestili mu bodo odejo in s tem preprečili poškodbe zaradi stekelj oziroma zaradi rezanj. Na volan bodo namestili posebno zaščito, da ne bi prišlo do sprožitve zračne blazine. Če prije do sprožitve zračne blazine, lahko ta zračna blazina poškoduje gasilce ali pa voznika oziroma udeležence v prometni nesreči. Kot sem že omenil, zelo važno je, da skrbimo za poškodovanca. Ni važna hitrost, ampak važno je pravilno delo. No, trenutno, kot vidite, gasilec postavlja vratno opornico poškodovancu, skuša ga v vozilu čim bolj fiksirati, čim bolj pripraviti za nadaljne reševanje. Gasilci pri rdečem vozilu dokončno gasijo, se pravi zalivajo, gasijo vozilo, na katerem je bil požar. Trenutno uporabljajo posebno peno za gašenje. Ta pena je zelo kvalitetna in preprečuje tudi nadaljne ožige v samem vozilu. V samem vozilu veste, da imamo ogromno gorljivih snovi. Tu so vse sedežne prevleke, plastične obloge, tako da pojav požara na vozilu je kar pogost in v takih primerih moramo res kvalitetno poskrbeti, da ne pride do ponovnega ožiga. Na sivem vozilu poteka reševanje po standardnih postopkih. Gasilci trenutno, kot vidite, so vzeli posebna razpirala. S temi razpirali bodo odprli pokrov motorja, odklopili bodo akumulator, to je pa zato zopet, da preprečimo kakšen koli izredni dogodek na samem vozilu. Eden od gasilcev trenutno, kot vidite, s posebno žago, posebno pripravo reže stekla na vozilu, to je pa zato, da dejansko pripravimo vozilo za odstranitev pokov oziroma sreke in da čim bolj kvalitetno pridemo do poškodovanca. Zraven reševalnega vozila pa lahko vidite enoto iz tega grkovna plastika lož. Ta zaščitna obleka preprečuje, da bi trafi, tekočine in plini prišli do vitalnih človeških organov. Ima pa posebne blazine, posebne pepe in videli bomo tudi, kako vsemi pepi preprečujejo iztekanje skozi. Gasilci pri prikolici, kot ste videli, so že stavili poseben čep, s tem so preprečili iztekanje kemikalije iz cisterne. Na sivem motornem vozilu gasilci odstranjujejo trenutno prva vrata. Videli boste, da bodo gasilci odstranili veliko večino teh vrat, strehe in tako naprej. Zdravstveno osebje bi pripravila posebno opornico. Videli boste tudi, kako jo pritrdijo na poškodovanca. No, gasilci, kot vidite, so ravno kar dvignili, zavihali streho. V tem trenutku imajo zelo dober dostop do poškodovanca. Na sedež postavijo opornico, sledi pritrjevanje večjega števila trakov. V tem trenutku, kot vidite, so pri poškodovancu tudi že zdravnik in medicinski tehnik, tako da lahko nudita tudi medicinsko oskrbo. Seveda, če bi krvavel, če bi imel poškodbe, odprte rane, bi usporedno potekalo tudi obvezovanje, preprečevanje krvavitve oziroma vsi potrebni postopki, ki so v takih primerih nujni. Sami vidite, kako poteka iznos poškodovanca iz vozila. Poškodovanca so postavili v posebna žemalna vozila in
na ta zemljana vozila potem s posebnimi trakovi tudi pritrdijo poškodovanca. No, vidite dvig poškodovanca in sedaj bodo z temi nosili počasi varno pripeljali poškodovanca v reševalno vozilo in sledi transport v zdravstveni dom oziroma v klinični center.